ki je pred leti obnovil pobudo KOSES dr. Ane Benedetič, turističnega društva in četrtne skupnosti, da se oživi ime družine Tenis, Gustava Tenisa, ki je v Ljubljano prišel 1845. leta, se pravi pred več kot 170 leti, z nalogo, da postavi ostrešje Kolizejev. Po uspešno upravljenem delu mu je takratni župan Ljubljane Hradecki ponudil službo mestnega tesarja. Tenis je to nalogo sprejel in se podal na delo. Imel je bogate izkušnje. Rojen je bil v Stralsundu, starem hanzeatskem mestu na obali Baltika. V svoji učni dobi pa je v 12 letih prepotoval skoraj vso Evropo. Nemške dežele, Češka, Avstrija, Švica, Francija, Norveška, Švedska, Rusija in pristal v Gracu. No, iz Graca je prišel v Ljubljano. Tu v Ljubljani je kmalu ustanovil tesarsko podjetje, parketarsko podjetje, gradbeno podjetje, strojno-ključavničarstvo, se najprej angažiral pri izgradnji železniških postaj na progi Celje, Ljubljana, Trst, Ljubljana, Trbiš. Kasneje se je podal v izgradnjo industrijskih objektov, postavil je predilnico, obnovil pogorelo cukrarno, izgradil pivovarno Union oziroma Kozlevo pivovarno, današnjo pivovarno Union, ki je tudi danes naš sponzor. Potem je izgradil tobačno tovarno in na področju med Gorenjsko železnico in Dunajsko cesto ustanovil strojne tovarne in livarne v Ljubljani. Te tovarne so tehnološko izredno pomembne in predstavljajo začetek industrijske proizvodnje na področju strojegradnje na Kranjskem. Tenisova gradbena firma je bila še posebno pomembna po ljubljanskem potresu 1895. leta, ko je bilo njihovo podjetje največje v takratni Ljubljani in v tem času so potrebovali zelo veliko gradbenih materialov in prav na tem mestu, kjer stojimo danes, je stala njihova opekarna. Ta bajer za nami pa je bil glinokop, kjer so kopali glino, s katere so žgali opeko. Tenisovo delo so uspešno nadaljevali njegovi sinovi. Tenis se je namreč v Ljubljani poročil z hčerko gostilničarja Malovrha, Amalijo, s katero sta imela 9 otrok. 5 sinov se je šolalo v Ljubljani in v tujini in so vsi uspešno se vključili v očetova podjetja in nadaljevali njegovo delo. Na pričujoči razstavi si lahko pregledate, kakšna je bila življenjska pot in dediščina Tenisov in izbor vrste objektov, javnih zgradb, šol, religioznih objektov, industrijskih objektov in proizvodov, ki so izhajali iz te proizvodnje. Jaz bi se ob tej priliki rad iskreno zahvalil sponzorjem današnje prireditve. To je pivovarna Union, to je Litostroj, to so hidroelektrarne Moste Žirovnica. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem projektu do sedaj, številni muzeji in posamezniki iz njihovih arhivov. Pred nami je pa še veliko dela. Slovenska akademija znanosti je že sprejela našo pobudo in bo prihodnje leto organizirala znanstveni simpozij, na katerega bodo povabili tudi predstavnike vseh mest, kjer so delovali tenisi. Tu gre za Ljubljano, tu gre za Trst, tu gre za Sarajevo, Zagreb, Beograd, Graz in še mnoga druga mesta in upamo, da bomo v bodoče ime družine Tenis predstavili javnosti na način, ki bo
potrjeval njihovo veliko delo, njihov velik prispevek za razvoj naše dežele. Hvala lepa.